Pravila so pravila. Kadar manjšina želi vladati večini, morajo člane večine prisiliti, da uvedejo pravila, ki bi jim omogočala potreben nadzor. Manipulatorjev, ki bi nadzirali množice in ki so v celoti seznanjeni s tajnim načrtom, je precej manj. Zato morajo prepričati pripadnike množic, da nadzirajo eni druge. Da bi to naredili, morate razviti in okrepiti miselnost spoštovanja pravil, ki daje ljudem, ki jih še nikoli niso srečali in ki jih ne poznajo, vso pravico do svobodnih misli in ki odločajo, kakšna bodo pravila v posamezni situaciji. Ljudje, ki ponavadi spoštujejo odloke, so po osebitve nezavednih bitij in brez njih manjšina nikoli ne bi mogli vladati prebivalstvu. Ti ljudje, ki skoraj vedno delujejo po vnaprej določenem vzorcu, se vedno pojavljajo v uniformi, fizičnem zunanjem izrazu enotnosti, ki obstaja v območju med njihovimi ušesi. Enako izgledajo in enako se pokoravajo togim pravilom, s častnimi izjemami. Vedno bolj jasno se vidi razcep poti tistih, ki se zbujajo iz transa, in tistih, ki vedno globlje padajo v trans. V majhnem mestu, kjer živim, gledam zombije v uniformi in mafice v bleščečih jopičih, ko izvajajo svoj robotski posel s pravilnikom v roki in pravilnikom v glavi. Sistem s pomočjo organizacij, kot je Common Purpose, proizvaja, kot jim pravim, nadzorne kamere na dveh nogah. Na tisoče kamer za nadzor hitrosti nima takšne sposobnosti razsojanja, kot jih je po vsej Veliki Britaniji. Čisto vseeno je, če vozite le malo nad dovoljeno hitrostjo na prazni cesti ob polnoči ali vozite z enako hitrostjo v močnem prometu ob popoldanskem času. Kamera samo utripa in obravnava dve situaciji na enak način. To je tisto, kar sistem želi od svojih robotov v uniformi. Sistem noče sposobnega zdravega razmišljanja, ampak poslušnega robota nadzorne kamere na dveh nogah. V mojem mestu smo imeli nekoč enega čudovitega prometnika, zadolženega za upoštevanje parkirnih pravil. Nalogo je opravljal zelo taktno in dobrohotno, torej če ste parkirali na nedovoljenem, a varnem mestu za minuto ali dve, na primer, da bi dvignili denar iz bankomata, je samo rekel: v redu, če se ti mudi, ni problema. Vse je delovalo odlično, a so ga odpustili, ker ni napisal dovolj kazni za napačno parkiranje. Zamenjal ga je neki vsiljeni in nadobudni John Wayne, ki se je moral zadovoljiti z pisanjem kazni voznikom. Celotno vzdušje se je spremenilo, pa tudi število kazni za parkiranje, ker je človeško zavest zamenjal robotiziran programski softver. Danes imamo v mojem mestu 4 ali 5 redarjev, ki opravljajo isto delo, kot ga je prej izredno dobro opravljal en človek, oborožen z zdravo pametjo. To se dogaja povsod, kjer se najema ljudi, ki skrbijo za red v naraščajoči orelovski državi. Več pravil in zakonov, ki jih boste uvedli in naložili ljudem, več robotskih umov boste morali najeti, da jih izvedejo mehanično in togo. Eksplozija števila pripadnikov organa reda je samo javni obraz eksplozije števila zakonov, ki jih je treba izvajati. Oni so zgolj državni šiponi, zobniki v stroju, ki se neprestano vrti brez razmišljanja ali zdrave pameti, dokler ne pride čas, da jih nadomestijo novi, ki bodo delovali na enak način. Zadnja stvar, ki bi si jo sistem želel, so zavestni ljudje v uniformi ali v pravnih strukturah, ki se lahko ukvarjajo z različnimi specifičnimi situacijami, z občutkom poštenosti, sočutja in preprostega zdravega razuma ter neomejenostjo, ki izhaja iz vnaprejšnjih predstav in univerzalnih pravil. To, da mi to lahko dosežemo v svojem življenju. Poleg tega pa bi veliko naredili za svet in človekove svoboščine, ko bi prenehali govoriti: pravila so pravila, in začeli stvari presojati na podlagi poštenosti, sočutja in inteligence v vsaki konkretni situaciji. Smo neskončna zavest, ne pa nek podaljšek nekakšnega pravilnika ali računalniškega programa. Miselnost odloka je manifestacija uma in le z njegovim premagovanjem se bomo lahko odprli zavesti. Hvala za vašo pozornost.